Spoštovani, dober dan. Prav vsi lepo pozdravljeni na predstavitvi zbornika Bela knjiga slovenske osamosvojitve, nasprotovanja, ovire, izdaja. Na tem mestu prav lepo pozdravljam predsednika Slovenske demokratske stranke in obrambnega ministra osamosvojitvene Demosove vlade Janeza Janšo. Predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Slavka Kmetiča, in direktorico Študijskega centra za narodno spravo, doktorico Andrejo Valič-Zver. Zbornik Bela knjiga slovenske osamosvojitve, nasprotovanje, ovire, izdaja je zelo obsežen zbornik na skoraj 700 straneh s številnimi dokumenti, ki so razdeljeni na 4 vsebinske sklope. Razložitev teritorialne obrambe Republike Slovenije maja 1990, nasprotovanja ukrepom za zavarovanje osamosvojitve, ogledalo zakulisja in javna nasprotovanja ter politično ozadje. V uvodu knjige so objavljeni tudi zanimivi prispevki Slavka Kmetiča, Janeza Janše in Antona Krkoviča, ki pojasnjujejo in analizirajo takratno dogajanje, ki je bilo prelomno za slovenski narod. Zbornik jasno kaže, da žal vsi takrat niso bili za osamosvojitev Slovenije, kot se danes pogosto poskuša prikazati. Hvala Bogu smo imeli takrat na oblasti koalicijo Demos, ki se je za svoj cilj zaustavila osamosvojitev Slovenije in to z velikimi napori tudi dosegla. Gospod Kmetič, zakaj ste se pri Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve odločili, da izdate Belo knjigo slovenske osamosvojitve, da izdate tako obsežen zbornik z dokumenti iz tistega časa? Ja, že dolgo je znana resnica, da narod, ki ne pozna lastne preteklosti, nima prihodnosti. To se zelo lepo vidi v sedanjem trenutku, ko je 90% ljudi zbeganih, razočaranih, ogorčenih. Predvsem tudi zaradi tega, ker ne znajo odgovoriti na 2 preprosta vprašanja. Zakaj in kako je nastala država Slovenija? Ja? Ko se preko medijev dobivamo razne takšne in drugačne informacije v enem stanju duha, včasih vse fajn, zdaj pa vse narobe, ne? Zakaj je prejšnji sistem propadel? Zakaj je komunizem propadel? Na tega, ta slovenska država, mediji, šolstvo, kultura, kdorkoli, noče odgovoriti. Zakaj je sistem v 89. leta, ne, ko ni bilo ne vojne, ne revolucije, pa to, kar začel ekonomsko propadati? Ko bomo odgovorili na to vprašanje, bomo marsikaj vedeli tudi za prihodnje. Zdaj pa odgovor na vaše vprašanje. Ko smo pred leti ustanavljali Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, smo ugotovili, da obstoječe veteranske organizacije, sprav Zveza veteranov vojne za Slovenijo in pa Zveza Sever, ki pokriva bivšo Vilico, ni na tem področju naredila skoraj nič, kar se tiče poznavanja polpretekle zgodovine. In takoj, ko smo se ustanovili, smo po prvih sejah predsedstva ugotovili, da je nujno potrebno začeti za izdelavo Bele knjige slovenske osamosvojitve. To bo širši projekt. Ta projekt, ki danes pred vami, je pa vzel v bistvu predhodni projekt, ki pa na osnovi obstoječih pričevanj, razmišljam, pa tudi preko intervjujev z aktivnimi udeleženci slovenske osamosvojitve, med njimi tudi spoštovani Janez, tudi jaz sem bil podpredsednik komisije za obrambo, bil sem tudi predsednik sindikata strojevodi, vodil sem tista stavka, če veste, in tudi stavljal miting resnice, tako da lahko rečem, da sem obilno prispeval jaz pa železnica in moji kolegi temu, da imamo danes slovensko državo. In mi ni vsem, da se o tem skoraj nič ne ve. In upam in verjamem, da bo ta knjiga začela ustirati to preko veliko mračno skrivnost, preko te nomenklature, ki nam danes vlada. To so tisti, ki so bili leta 91 na avtovlakih, ki so bežali iz Slovenije. Vem, kolegi govorijo, vse te ljudi poznamo po imenih in priimkih in nam danes vladajo. In pa tisti, ki so bili proti slovenske osamosvojitve na samem plebiscitu in ki so zadnja pričakovali razplet dogodkov, ne? Če bi njim uprit, bi bili sploh super gospodari, ne? Ker je bil pa nam uprit, so pa potem polagamo preko kapitala in ostalih preko transferjev prevzeli zopet to oblast, ki pa upam, da bo
je kmalu konec. Govori o tem, da je pred vami zanimivo pričevanje ene knjige, ki bo odstrnila ali pa obnovila veliko znanja in vedenja o tistih dogodkih. Sami ste maja 1991 v vašem kraju ste se zoperstavili razrešitvi teritorialne obrambe. No, to je bilo maja meseca 1990. Jaz sem bil tedaj tudi občinski svetnik v občini Trbovlje in tudi tle je preko malo usoda pa spleta okoličin. Jaz sem prišel iz Hribu, jaz sem v Hribi doma in pridem na prvo ustanovitev na sejo občinskega sveta Trbovlje in me en kolega vprašal prav Slav, zakaj so danes tovornjaki JLA vozili po Trbovlji? Neko pojma nimam, bom pa vprašal. Ne? In ko se začne seja, jaz dvignem roko, pravim, kaj se delajo danes tovornjaki JLA, predsednik skupščine nisem odgovoril, rekel bom pa poklical komandanta teritorialne obrambe. In mi začnemo normalno za sejo, čez pol ure pride pa on, da je gor na pozornico in pove, danes se nam vzeli trofejno orožje, se pravi nemška vojska iz leta iz prve in druge svetovne vojne, jutri pride pa po orožje teritorialnega bataljona Trbovljskega. Jaz pa normalno po konc imel nevid govor, sem neko te vele izdaja, to je katastrofa, to ne smemo dovoliti. In za čuda, kljub temu, da smo bili od 45 samo 3 svetniki bivši od Demosa, je kompletna občinska skupščina Trbovlje sprejela sklep, da orožja ne damo. Drugi dan potem kličem predsedstvo Milana Kučana, se povem do vsem, da sem delegat DPZ-ja in pa občinski svetnik, povem, kaj smo sklenili tisti večer in zahtevam ukrepanje. Prijazna mlada dama mi odgovori, da je gospod predsednik nekje na Koroškem in da ga bo o tem obvestila. Potem kličem obrambnega ministra, mu povem, kaj smo naredili prav, on je že dal komando, da se pač na občinskih štabih to ustavi, odnosno tam, ker je ingerenca obrambnega ministra, je on že svoje okrepil, tam, ker je pa pristojnost predsedstva, pa on ne more in bo tudi o tem obvestil predsednika Kučana. Na kar potem pride, da pokliče komandant tega bataljona, prav Slavc, kaj ne naredimo, prihajajo tovornjaki iz Celja. Jaz neko skri se, ključ od skladišča vršil Savo, povedal sem, kaj ukrepam, sem neko verjetno bo prišla komanda tekom dneva, da ti orožje ne bo treba dati. In dejansko je to naredil, tovornjaki so prišli, skladišče bo zaklenjeno, kličejo štab v Celju, kaj narediti, to je bil prvi dan, prvi dan se vedno čaka, kdo bo prvi ustrelil, to vemo, potem se začne pa hodič. No in mi dobil odgovor, da pač ne gre v Zagorje, odnosno Hrastnik, do Trbovlje bi pa pač vzeli drugi dan. No in so vzeli potem tisti dan v Hrastniku in Zagorju, v Trbovljah pa ne. To je zgodba. Hvala. Zakaj menite, da je osamosvojitev kljub vsem tem nasprotovanjem takrat vendarle uspela? Ja, lejte, jaz osebno zdaj kot predsednik tega združenja ogromno zdaj berem, se pogovarjam, tudi veliko stvari po 20 letih na novo slišim, tako da vam približno veliko jasno sliko. Tudi zdaj sem dobil od mojega kolega Šumrada knjige iz Beograda, iz Mira Iraka, med vojno in mirom in pa vojna v Sloveniji, zanimivo pričevanje preko teh srpskih generalov, jelajevskih in članov predsedstva pa to, in ko to zbere skup, je moj odgovor, to je en velik čudež. Dejstvo je, da smo bili v pravem trenutku, na pravem mestu, pravi ljudje. To je kot po božji milosti, mi smo imeli v svetovni zgodovini, minuto časa, se rekli, zdaj Slovenci imate možnost, ali boste izkoristili, ne, in hvala Bogu po zaslugi preko tukaj prisotnih smo to izkoristili. Se pravi, to je bil en pokoj, se pravi, zmaga Demosa je bila prvi stebr slovenske države. Drugi stebr, po mojem globokem prepričanju, ko so nam vzeli 80% orožja TOA, je takoj Krkovič prišel minister Janši, povedal, zakaj se gre, in smo takoj začeli s projektom manevrske strukture narodne zaščite. Tudi to je fenomen v vojaški zgodovini, to preučujejo na West Pointu. Mi smo znotraj strukture teritorialne obrambe, odnosno, verjetno bo Janez o tem vedel povedati več, jaz govorim strani, ustanovili novo vojsko za slovensko komando, k tem, da smo imeli še komando, ki je bila pod vplivom Beograda, odnosno JLA-ja. To je drugi stebr, tretji stebr. Posvet poslancev Demosa v Poljčah. Ko smo dejansko videli, v prvi fazi, smo pač mislili, kar bo pa bo, dejansko Jugoslavija razpadala. Vemo, kaj so potem Srbi naredili, bojkot slovenska roba, fabrike so se zapirale, ni bilo več transfera, dobro monetarni sistem in tako naprej in tako naprej. In Demosova vlada je bila predstrašno preizkušnjo, ob tem, da so se pa bivši sindikati
ko je bilo čez 2000 stavkov v prejšnjem sistemu, niti enkrat niso bili na strani delavstva in so bili to spontane stavke in uspela je samo stavka moja na strojevodi na železnici, vse stalo nič, ne. Kar naenkrat so za ti sindikati zbudili in že grozili lastni vladi z stavkami in tudi izvajali stavke. Sprav, mi smo dve fronte, JLA Beograd in pa domačo fronto komunističnih sindikatov. Ampak kljub temu smo potem v Poljčah, nas je bilo samo 70, tudi danes mi je jasno zakaj, od 126 poslancev Demosa. Ne. V težkih debatah, kaj narediti, smo rekli, ne, edina šansa je, da gremo ven iz tega balkanskega kotla, odnosno, kot sem zdaj prav tudi v tej knjigi beograjski, ne, tu je napisal, angliški prevod je gospoda Drnovška, Escape from Hell. Ne. Verjetno slovenski menško drugačen, to je ne vem kakšen je bil, ampak on je dobro, ki to napisal in povedal svetu, da smo dejansko odhajali iz enega kotla, v katerem bi se zelo slabo končali za Slovenijo. In najtežji dogodek je za mene bil, ko je prišel gospod Rupel, ko je rekel, fantje, nič ne bo, dobili smo depeše iz Pariza, State Department nasprotuje slovenske samosvojitvi. Takrat smo za eno uro dali odmor, kaj narediti, ne, in potem smo rekli, ko šmerila Ameriko. In dejansko smo, mislim, to je pravi čude. Sami smo bili 70 ljudi brez ene oborožene strukture, to je še vedno, nisem kaj se je v zadnji delali, tako pa sem bil podpredsednik komisije za obrambo, se pravi, bila ena velika skrivnost, ne, pa smo sprejeli sklep, ne, gremo, ker je to edina možnost preživetja slovenskega naroda. No in pa tretje, normalno, plebiscit in volja ogromne večine, to se je potem izkazalo v samih teh pripravah od januarja do junija, ker če ne bilo podpore sistema dol, ne, ob tem silnem nasprotovanju opozicije v parlamentu in vseh strukturah, bi se verjetno slabo izcimili. Ampak včeraj smo v Vrpolju poslušali zgodbo domačinov, ki so 26. junija s svojimi telesi ustavljali tanke in tle smo videli to silno energijo, to moč slovenskega naroda. Jaz osebno sem rezervni častnik, sem bil 2 leti še potem in spoznal srpske oficirje, sem vedel, da so nesposobni, odnosno polni samega sebe, ker sem mislil, da je JLA premagal Wehrmacht, ne, to je največja zabloda v zgodovini JLA-ja. In smo rekli, če bomo dovolj sposobni, jaz sem tudi v Poljčah govoril, če bomo imeli 2 brigade slovenskih fantov, pa če bo RTV, ne, na strani naroda, ker to je zelo pomembno, kako se to mediji obnašajo, bomo zmagali, ne glede, kaj se bo dogajalo. Pričakoval sem osebno od 6 mesecev do 1 leta vojne za Slovenijo. Tako da, karkoli se pozneje stimuli, pa tisto, kar sem govoril, čudež, odnosno razpad Jugoslavije, problemi v JLA-ja, v Špinarajštavu, pa tu naprej. Med njimi tudi zelo pomembna informacija. Marca meseca je Kagijevič klical v Moskvo generala Jazova, maršala Jazova, obrambnega ministra in zahteval, da Sovjetska zveza intervenira. Na kar so oni jasno in glasno rekli, Sovjetska zveza ne bo posegala v jugoslovanske spore, ker imamo sami več kot dovolj problemov, vemo, da se zažalmika iz vzhodne Nemčije. To je eno, drugo pa med samo vojno, ne, je Kagijevič hotel jeti v Moskvo ponovno, da bi, ko je v prvih 2 dneh jugoslovanska armada zgubila na vseh frontah, ne, ko so imeli plan potem, da bi bombardirali Slovenijo, ampak so rekli, pred tem moramo dobiti pa dovoljenje soglasje Sovjetske zveze, da v primeru, če bi NATO napadal potem naše avione, da bi posegla Sovjetska zveza. In tam ga pa oni sploh sprejeli niso. In tudi tu je eden od teh dodatnih elementov, ki je pomagal centralnemu razpletu. Tako da, hvala Bogu, jaz pričakujem, da po 20 letih to energijo, ki smo imeli takrat, to znanje, jaz pravim, razum in pogum. Dve stvari so bila, 2 ključna elementa, v narodu so se združila, pa predvsem, vodstvo da pravo, vodstvo MSNZ-ja, Igor Bavčar, Janez Janša, vsaka jim čast, mislim, to je bilo fenomenalno in da slovenski narod nič ne ve, je grozljivo in nespodobno in verjamem, da v prihodnosti temu več ne bo tako. Najlepša hvala. Gospod Janša. Gospod Janša, je ta zbornik nastal kot nekakšen odgovor na poskuse relativizacije osamosvojitvenega dogajanja in kot odgovor na vztrajne težnje, da se je javnosti ustvari vtis, da so bili takrat vsi za osamosvojitev. Lepo zelo sem skupaj. To je globalni odgovor, da kar se tiče tega, kdo je bil za osamosvojitev, imate številke, ne? Za zgodovino. Imeli smo glasovanje na plebiscitu za samostojno Slovenijo. Velikanska večina, danes temu pravimo ponarodelo, ne plebiscitna večina, je glasovala za, ampak niso glasovali vsi za. Kakšnih 200 000 ljudi, ki se je udeležilo tega plebiscita, ni glasovalo za. Ne?
200,000 je velika številka. Znotraj te številke je bilo kakšnih 50,000 ljudi, ki so bili ne samo indiferentni do Slovenije, ali so občutili neko nenaklonjenost, ampak so bili sovražno razpoloženi do tega, kar je takrat nastajalo šele v konceptu, delamo tudi že v praksi. In nekateri od teh so se potem tudi z orožjem v roki udeležili agresije na Slovenijo. Zdaj, te številke niso tako majhne, ni noben zgodovinar doslej se s tem ni ukvarjal, ker je bilo to nezaželeno. Še preden je v Sloveniji sploh mednarodno priznana, je naenkrat prišla ven parola, vsi smo bili za osamosvojitev, prej pa so ti isti, ki so kasneje to parolo širili drugo parolo, češ na plebiscitu nismo glasovali za odcepitev. Zdaj, plebiscitno vprašanje 23. decembra 1990 je bilo popolnoma jasno. Vsi smo vedeli, da glasujemo za to, da bomo imeli svojo državo, svojimi mejami, svojim denarjem, svojo vojsko, z vsemi atributi državnosti. To se je ljudem odkrito povedalo, tako je pisalo v zakonu, in vsak je šel na plebiscit, je vedel, o čem glasuje. No, ampak ni minil še dober teden po razglasitvi plebiscitnega rezultata, že so se pojavili naslovi, češ glasovali smo za suvereno Slovenijo, vendar ne za odcepitev. In potem so bile teoretske razprave v slovenskem časopisju, nekateri se to še spomnite, čeprav po tistem ni tega nihče več vlekel na svetlo, o tem, da je bilo plebiscitno vprašanje pravzaprav nejasno. Tako imate, na zadnji strani te knjige imate eno simptomatično pismo Zveze borcev Maribora in Podravja, ki je bilo objavljeno tudi v slovenskem časopisu, to je iz časopisa. To pismo smo poslanci takratne skupščine dobili, oziroma poslanci teh levičarskih strank so delili to pismo na dan glasovanja 25. junija 1991 po skupščini. Nekateri zelo korajšno, drugi malo tako, če še tudi to velja vzeti v obzir. V tem odprtem pismu naslovljen na predsednika predsedstva in predsednika skupščine piše, in to je uradno pismo Zveze borcev, ki danes pravi, da smo se osamosvojili že leta 1945. Skratka, 25. junija leta 1991 ta organizacija piše, da oni na plebiscitu niso glasovali za odcepitev in da nasprotujejo, da se vzpostavlja neka država z svojimi mejami, da se treba zmeniti znotraj Jugoslavije. In to ni pisal nek posameznik, to je pisala neka močna organizacija z veliko člani. Iz te organizacije prihajajo tisti tisoči pa 10,000, ki so glasovali na plebiscitu proti, ker so potem to tudi pravzaprav odkrito povedali. Tako da no in v zborniku je 4. poglavje, ki govori o teh političnih nasprotovanjih in javnih nasprotovanjih relativno skromno. Te literature je ogromno. Res pa je, da je vse težje dostopno. Mogoče se še kdo spomni revije Evropa. Izhajala je tam nekje do konca poletja leta 1991, potem je umrla, ker je umrla tudi država, ki je obranila, se pravi Jugoslavija. To je bila revija, ki je bila naslednik prejšnjega časopisa Komunist. V tej reviji imate v nekaterih številkah toliko člankov proti osamosvojitvi ali pa toliko člankov zasmehovanja osamosvojitvenih naporov. Recimo Tone Partljič je vsak teden napisal eno kolumno, kjer se je norčeval iz osamosvojitvenih prizadevanj v tej reviji, da bi to veljalo vse skupaj ponatisniti. Ampak imeli smo velike težave, ko so naši sodelavci to zbirali.
Recimo, v največjih knjižnicah v Sloveniji ne dobite vseh številk. Tiste najbolj zanimive manjkajo. Mojo smo iti, rekel, globoko na podeželje, da smo dobili tudi te številke v nekaterih manjših slovenskih knjižnic. Naenkrat se je to vse poskrilo. V nadaljevanju tega zbornika, ta projekt se bo nadaljeval, bo veliko tega objavljeno, zdaj je tega zelo malo. Tukaj imate avtorje, ki so tudi danes še vedno politično izjemno aktivni in aktualni, recimo Igor Lukšič, potem državni sekretar v kabinetu predsednice vlade Dušan Kumer, Jože Poglajen, ste še vedno novinar, Leo Kreft, Mile Šetinc, pa naprej. Članki in prispevki in komentarji, ki nekateri odkrito nasprotujejo samosvojitvi, so naslovi, kot je Samostojna Slovenija, ne hvala. V drugih pa se omalovažuje napore, ki so se takrat vlagali to, da prije do samosvojitve. V tretjih pa se te napore odkrito se jim posmehuje, zasmehuje. Tukaj je polno karikatur, kjer so recimo slovenski vojaki oziroma teritorijalci narisan s kakšnimi fračami pa tako naprej. Včasih, ko je šlo zelo zares. V glavnem pa je bilo to nasprotovanje v tem časopisju, partijskem ali pa postpartijskem časopisju, nek odmev tega, kar se je dogajalo tam, kjer se je realno odločalo, da se bo Slovenija osamosvojila ali ne. Plebiscit je bil strateška podlaga, vendar pa zato, da se ta plebiscitna volja v samostojni Sloveniji uveljavi, ni bilo realnih možnosti takrat, ko se je rezultat plebiscita razglasil. Ko smo 26. decembra 1990 razglasili rezultat, se je vedelo, da naslednji dan Slovenija ne bo še samostojna. Tega se je zavedal tudi Demos. Demosova vlada, zato je bil sprejet tisti 6-mesečni prehodni rok, do katerega je treba narediti vse za to, da bo Slovenija lahko tudi v praksi zaživela kot samostojna in odvisna država. Slovenski parlament je moral v teh 6 mesecih sprejeti ključno zakonodajo, ki omogoča neki državi, da sploh obstaja kot samostojen subjekt. No in v drugem poglavju tega zbornika imate povzetke razprav in dopolnila, ki so se vlagala na 4 ključne akte, ki so predvsem predstavljali inštrument, ki ga je Slovenija takrat jemala v svoje roke za to, da se osamosvoji, da zavaruje to samosvojitev. Ti 4 akti so ustavni zakon, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti in proračun, oziroma obrambni proračun. Če bi katerikoli od teh aktov ne bil sprejet, bi Slovenija lahko sicer operetno na to se računala, razglasila samostojnost, tako kot je to naredila Hrvaška, 25. junija 1991, ampak naslednji dan bi bili še vedno v Jugoslaviji in Slovenija ne bila samostojen subjekt, ki bi lahko sam preživel, bi bil brez lastnega denarja, brez lastne moči in zaprti v jugoslovanske meje še vedno. No in ko ste prebrali zelo zanimivo branje, povzetke teh razprav in vloženih amandmajev, boste videli, da se je na tisoče možnih in nemožnih načinov skušalo vzeti sa sredstva za obrambo, da se je skušalo preprečiti kakršnokoli realno oblikovanje dejanske obrambne moči te države, da se je skušalo preprečiti začetek nastajanja mirnodobne slovenske vojske, da se je skušalo preprečiti tudi ustavna podlaga za to, da se te stvari sploh nastanejo. In to z najbolj banalnimi izgovori, nekateri so odkrito rekli, da ne verjamejo v to, da
nas bo kdo sploh napadel, da se z vojsko seveda ne bomo osamosvojili. Drugi pa so uporabljali ta klasični besednjak, češ dajmo raje za šolstvo, pa za zdravstvo in so vlagali amandmaje, katerimi so pač tistemu, kar je bilo takrat najbolj nujno, pobrali ves denar, če je bilo to sprejeto. In na ta način bi se seveda preprečilo oblikovanje realnih inštrumentov, da Slovenija sploh obstane kot samostojna država. In tisto, kar je šokantno, no, ko je to na kupu, sem se s temi zapisi v celoti, tudi s temi, rekel, ki so povzeti iz časopisov in tako naprej, srečal šele zdaj, ko sem sodeloval pri urejanju tega zbornika, ker tega ni bilo časa vsega tega prebrati, niti vsemu temu slediti. Po 22 letih pravzaprav se šele vidi, kakšna silna energija je bilo vloženo v to, da Slovenija, in to od znotraj, ne od zunaj, tudi od zunaj, zdaj govorimo o tem, kar je bilo v to investirano od znotraj, da Slovenija 25. oziroma 26. junija 1991 ne bi dejansko prevzela efektivne oblasti v svoje roke. Da bi bila to zgolj neka deklaracija, ko smo jo sprejeli itak že julija 1990, ampak po njej ni bilo nič drugače. Zdaj, v tej spremni besedi, ki sem jo pisal, v tem zborniku sem skušal analizirati nekatere ključne elemente, ali pa dokaze za to tezo, ki se je v praksi v celoti potrdila. To pa je, da tudi potem, ko je bilo jasno, da je 90% ljudi v Sloveniji na plebiscitu glasovalo za samostojno neodvisno državo, da se je delalo na tem, da je to zgolj nek operetni dogodek, po katerem, kot so tudi odkrito povedali, bi nastali pogoji, da se hitro dogovorimo za neko novo jugoslovansko povezavo. Zdaj, v tem zborniku imate tudi faksimile oziroma kopija članka iz Dela z dne 17. junija 1991. To je članek, ki je nastal en dan po srečanju postkomunističnih ali pa naslednjih bivših komunističnih strank iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in mogoče še z kakšne druge takratne Jugoslovanske republike, kjer so po tem srečanju izdali izjavo za javnost, slovenski, hrvaški in bosanski komunisti oziroma prenovitelji, kot so se imenovali. In te izjavi pravijo, da osamosvojitev da, ampak takoj naslednji dan pa nova jugoslovanska povezava. To je bilo javno zagovarjano. In še bolj zanimivo je spominjanje človeka, ki je v bistvu ukazal oboroženo agresijo na Slovenijo. To je bil takratni predsednik Zveznega izvršnega sveta Ante Marković. On je svoje spominje narekoval nekem novinarju, šli v 20 letih, in Marković v teh spominjih svojih spominja nekega sestanka, ki ga je imel z takratno slovensko opozicijo, levičarsko opozicijo, oziroma da smo zelo natančni in pravični, takratni socialisti oziroma socialistična stranka, ki je bila najmanjša opozicijska stranka, se tega sestanka ni želelo udeležiti, so pa šli na pogovor k Markoviću na tajen sestanek, za katerega se je sicer kasneje razvedlo, takratna liberalna demokracija in seveda prenovitelji. In tam so se pogovarjali o tem, Marković jih je nagovarjal, po njegovih lastnih besedah, naj vendar zrušijo to Demosovo vlado pred 26. junijem, ker če to naredijo itak, ne bo nič iz osamosvojitve. Vendar oni so bili za to, pravi, ker so imeli drug scenarij. Oni so rekli, da niso pripravljeni prevzeti tveganja, rušenja Demosove vlade pred 26. in da to tudi ni potrebno, ker bo vlada itak padla po 26. ker se ne bo nič zgodilo, ker bo to neka operetna razglasitev, ker si bo Demos razbil glavo, osamosvojitev je edino vezivo, ki drži skupaj koalicijo. Takrat bo koalicija razpadla in oni bodo potem
ne, samo prišli, pobrali narejeno stvar, ne, se manifestirali kot rešitelji naroda, ki ga je Demos pehal v nesrečo, in zaradi tega Demos se vlade pred 26. in kljub temu, da je bilo to možno pravno, ker je zelo razmajana koalicija in so veliko delali na tem majanju, tudi o tem je veliko dokumentov o tem zborniku, bi se dalo, no? So verjeli, da bi se dalo koalicijo razviti že pred 26. in tako kot zdaj beremo te dokumente, se mi zdi, da so imeli prav, ne? Ker je bilo že vse takrat razrahljano. No in predolg, oziroma sem še na en dokument bil pozoril, oziroma na en spomin, ki pa se je že v ta čas takoj po napadu na Slovenijo, oziroma po razglasiti samostojne slovenske države. Že prvi dan 27. junija, ko je bilo, že 26. junija, no, včeraj smo se v Vrpolju spominjali teh dogodkov, že 26. junija je bilo jasno, da se bomo Slovenci uprli tej agresiji, ne glede na to, ne, kaj bo naredila politika. Kaj te 26. junija mi še nismo imeli ukazov oziroma dovoljenja za uporabo orožja. Vrhovni poveljnik je bilo predsedstvo Republike Slovenije. Bila je tudi kočljiva situacija, ker se je šele vse skupaj se je pripravljalo na razglasitev samostojne države. Mi smo efektivno oblast prevzeli en dan prej, ne, to je bil tisti dan prej strateško presenečenje, ki je delno uspelo. Ampak nekateri jugoslovanski generali so za to izvedeli. Ne. Žal je tisti, ki je bil najbolj agresiven, ki je šel dan prej s tanki na ulico, bil Slovenc, to je bil general Marjan Čak, poveljnik Reškega korpusa, ki je v tem slovenskem sodišču, ampak oproščen. Ne glede na škode in žrtve, ki jih je povzročil. Skratka, ljudje v Vipavski dolini, predvsem so se goloroki uprli tankom, nekateri so se polegli po ceste, da niso mogli preko njih. Barikade so bile nebranjene, branili so jih sami. Naslednji dan, 27. junija, ko je končno predsedstvo sprejelo to odločitev, da se lahko upremo tudi z orožjem, se je začel tudi oborožen odpor te agresije in je bilo popoldan proti večeru 27. junija je bilo jasno, da Slovenija ne bo pokleknila, da je odpor vse močnejši. In takrat je tiste, ki so računali na to, da bo tiste v Sloveniji, ki so računali na to, da bo ta osamosvojitev zgolj neka opereta, da bodo tanki malo postreljali, Slovenci se bodo poskrili ali pa pobegnili v Avstrijo in potem bo Demos obtožen za to nesrečo, ki ne bi jo povzročil. Tisti so videli, da so se vračunali, ampak niso opustili tega svojega politikanstva. In o tem pričajo spomini Piera Fassina. Piero Fassino je bil tajnik socialistične internacionale, bil je tudi minister v večjih italijanskih vladah, ne vem točno, katero funkcijo imel leta 1991, ampak on je potem, ko je se iz večine funkcij že poslovil, napisal spomine na tista leta in opisuje tudi nek dogodek, za katerega takrat, ko se je zgodil, nismo vedeli. Minister za obrambo v vladi Republike Slovenije, kolega Rupel je bil minister za znanje zadeve, ne on ne jaz niso vedela, da je bil Piero Fassino takrat v Sloveniji. Bil pa je pri Kučanu in pri Ribičiču. In v spominih na tisti obisk v Sloveniji, to je bilo prve dni vojne, ampak potem, ko je že bilo jasno, da so Slovenijo obranila, Fassino piše, da sta ga oba rotila, naj socialistična internacionala oziroma evropski socialisti ne podarijo mednarodnega priznanja desničarskim strankam. Delali so, potem ko je bilo jasno, da so Slovenijo osamosvojila, so pa delali proti temu, da bi mednarodno priznanje prišlo v času Demosove vlade.
Ko je ta knjiga išla, je bilo sicer nekaj manjših zapisov pri nas v medijih, ampak večina ljudi tega sploh ni opazila, ne, to se je vse porilo na stran, nihče ni jasno tega demontiral. To ne piše nekdo iz kakšne črne internacionale, ne. To piše njegov politični somišljenik, ne, relativno iskreno, z malo besedami sicer, ne. Če bi vse napisal, je bilo mogoče to še bistveno bolj zanimivo branje. Ampak je pomemben detalj, ne, tudi za zgodovinarje, ki preučujejo, upam, da bodo v prihodnosti bolj podrobno to obdobje, ki kaže na to, kako se je ta koncept pričakovanja operetne osamosvojitve, kako se je ta koncept razvijal, kako se je razblinil in kako tudi potem, ko se je razblinil, se je še vedno delalo proti temu, da bi politična grupacija, ki je pač zmagala na volitvah, ki je dobila mandat na volitvah za osamosvojitev, pravzaprav ne imela nič od tega. Tako da nekatere stvari, jaz sem pač bil na neki izpostavljeni poziciji v tistem času, no. Ampak ko sem bral te dokumente in tudi časopisne zapise iz tistih časov, ki jih je težko najti, ne, katere se je to zelo poskrilo, sem bil presenečen nad tem, ne, kar sem zdaj odkril. Tako da se ne čudim temu, kot je rekel prej Slavko, da so nekaterih stvareh širši slovenski javnosti nič ne ve. Jaz v Ministrstvu za obrambo pa za nekatere od teh zadev nisem vedel do zdaj, ko smo te stvari zlagali skupaj. Isto, ta prvo poglavje, ki je najbolj obsežno, govori o razorožitvi slovenske teritorialne obrambe, to je bila veleizdaja Slovenije, zbrane dokumentacije za praktično vsako občino in vsako pokrajino, veliko dela je bilo to vloženo, ne, ko se to pogledaš, je slika popolnoma jasna. Ampak ko so se te zadeve dogajale, je veliko tega šla mimo, ker se je to dogajalo istočasno na mnogih mestih, ne, po celi državi in se niti ni dalo fizično vseh stvari prebrati. Ena od stvari s tem končam, ki me je izjemno presenetila, recimo v tem smislu, da takrat nismo ni pozorni na te besede, je nastop takratnega predsednika predsedstva gospoda Milana Kučana na skupni seji vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije 25. junija 1991, ko smo v bistvu sprejeli temeljno ustavno listino in razglasili samostojno državo de facto. Slovečno smo jo naslednji dan, ampak ko je skupščina sprejela temeljno ustavno listino in ustavni zakon za njeno izvedbo, se je Slovenija de facto osamosvojila. V zadnjem stavku tega ustavnega zakona piše, ta odločitev začne veljati takoj. In naslednjo minuto so ekipe, ki so bile pripravljene, prevzeli kontrolo letenja, pa carino, pa ostale zvezne službe, ki so se pripravljale pri nas. Skratka, na tisti ključni, na tistem ključnem zasedanju parlamenta je predsednik predsedstva imel govor, ker je v bistvu že anticipiral to, da bo to podjetje invalidno. Ker je v glavnem govoril o odgovornosti Demosove vlade za to, da je ta korak slabo pripravljen. In smo ga še niti naredili, ampak je bilo že rečeno, zadeva je bila slabo pripravljena, tisti, ki so za to odgovorni, to je seveda izvršilna oblast, bo morala tako ali drugače, se mora tako ali drugače zavedati teh posledic in tako dalje. Teh besed očitno takrat ni noben poslušal, ker ni bilo nobenih reakcij na to. Tudi ta govor je zelo težko dobiti. Zelo težko dobiti. Katerih stavkov v dnevnem časopisju ni bilo nikoli objavljenih. Ko danes prebereš, se pač odpirajo oči za nazaj. Tako da v nadaljevanju, zdaj ta del bele knjige je koncentriran predvsem na nekatere ključne stvari, ki jih je prej gospod Kmetič naštel.
V nadaljevanju pa bo po mojem mnenju potrebno objaviti, in to gradivo bo najbolj obsežno, nadaljevanje 4. poglavja, se pravi ta politično nasprotovanje, ozadja in tako naprej, ker tega gradivo je ogromno. Čeprav to na nek način večina ljudi misli, da to sploh ne obstaja, da se to ni dogajalo. Ampak je že zapisanega gradiva ogromno. Lahko bi ponatisnil cele številke, ne samo Evrope, ampak tudi Mladine ali pa Tribune. Recimo v eni od junijskih Tribun, ki je študentski časopis, lahko preberete en komentar enega od vodilnih urednikov na današnji nacionalni televiziji, ki se takrat že v študentski Tribuni ukvarjal s športom, in on tam vzdihuje in jadikuje, kaj nam bo osamosvojitev, češ, kje pa bodo slovenski športniki nastopali? V kjerih ligah, v kjerih medalnih tekmovanjih, kje bomo pa še sploh igrali? Da imamo vendar Jugoslavijo, in to je nekaj pomembnega in tako naprej. In še, rekel, samo en delček, no, drugače pa je bilo iz teh 200,000 ali pa 50,000, rekel, najbolj aktivnih nasprotnikov osamosvojitve, so bile ekipe na vseh področjih. Mladine, recimo, po tistem zborovanju na začetku junija ali pa zdaj bilo celo zadnji dan maja 91, ko ga je Demos naredil na Kongresnem trgu po pekarskih dogodkih, je bilo relativno malo ljudi, ker so mediji strašili, da bo zborovanje bombardirano in strani LA. Mladina je v naslednji številki razglasila, da je vojna končana. Jaz smo jo že izgubili, tistih par sto ljudi, ki je prišlo na Kongresni trg, bo branilo Slovenijo, to nima nobenega smisla. Skratka, stvar je popolnoma zavodena. Zdaj, verjetno sem odgovoril v tem odgovoru tudi že na kakšno vaše naslednje vprašanje, ampak ta zbornik to res priporočam branje, ne samo zgodovinarjem, ki mislim, da v prihodnosti, če bodo hoteli biti verodostojni, mimo teh dokumentov, to niso mnenja, to so dokumenti, enostavno ne bodo mogli iti. Mislim pa, da tudi vsi tisti, ki smo to takrat doživljali z manjše ali pa večje bližine in mislimo, da neke stvari vemo, ne bi škodilo kakšne stvari po 22 letih ponovno prebrati. Ker se je v teh 22 letih nametalo veliko plev in prahu na dejanska dogajanja, tako da potem se človek že sprašuje, čeprav je bil zraven, kaj se je dejansko zgodilo. Zaradi tega je opisana beseda, so dokumenti tisto, kar velja izdajati tudi v knjigi, in se zahvaljujem založbi, ki je pač pomagala v svoji tukaj, da je ta projekt relativno hitro doživel svetlobo dneva in se priporočamo tudi naprej za sodelovanje. Ja, gospod Janša, govorili ste o Kučanovih besedah 25. junija. Verjetno pa so še bolj pomenljive njegove besede 26. junija. 91, ko je dejal, jutri je nov dan, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Nedvomno zelo pomenljive besede, ki povedo na nek način vse. No, če primerjamo ta dva govora, tistega 25. junija in tistega 26. junija, da je ta 26. junija rekel bistveno boljši, bolj naravni dogajanj, čeprav, če oboje povežemo, to, kar je bilo rečeno 25. in 26. se odprejo neko novo spoznanje. Tam so bile rečene neke zelo, vsaj takrat smo mislili jasne besede, ki so doživele potrditev in aplauze, ker so
vsaj navidezno izražala tisto, kar je velikanska večina ljudi takrat pričakovala in želela. Zadnji stavek pa je bil seveda tisti, ki je vse, kar je bilo prej rečeno, relativiziral. Ne? In zelo danes je dovoljen sane, jutri bo nov dan. Ne? To je sicer citat znanega ljubljanskega župana Hribarja. Ne? Sicer gospoda Kučana nihče ni obtožil plagijata, zato ker je brez citiranja povzel Ivana Hribarja. Ne? Če je to zelo znan stavek, ne, iz nekega Hribarjevega govora. Ampak pomensko, ne, pa daje piko na i temu, kar se je želelo sporočiti tudi nasprotni strani. Češ danes proslavljamo, danes smo razglasili samostojno državo, danes so sanje dovoljene, jutri je pa nov dan. In zdaj, ko se je v tem naslednjih letih odkrilo pač dokumente o takšnih in drugačnih sestankovanjih med gospodom Kučanom in generali Jugoslovanske armade v prejšnjih letih in mesecih in tednih, ne, so se stvari pač zelo poklopile. Še posebej, ko je bil zbran ta prvi del, se pravi dokumentacijo razorožitve slovenske teritorialne obrambe. Ne, tukaj je prstni odtis gospoda Kučana zelo močan. Zelo močan in ko preberete te dokumente, tudi 100% dokazano. Tisto, kar pa recimo tudi v času, ko so se stvari zgodile, ni vzbudilo veliko pozornosti, pri nekaterih sicer je, ne? Ampak je šlo to hitro mimo zaradi vojnega časa, pa je formalna vojna napoved, ki je Slovenija dobila 27. junija. Ne? 27. junija 1991 je slovenska vlada prejela po telefaksu sporočilo generala, poveljnika 5. vojaškega okrožja, tudi Slovenca, nažalost, generala Kolška, ker piše, vdajte se, ne, vsak odpor bo zlomljen in naredbodajalci boste kaznovani. Ta formalna vojna napoved podpisana ni bila poslana Milanu Kučanu, ki je bil predsednik predsedstva Slovenije in vrhovnega poveljstva in je imel, predsedstvo imelo takrat vse pristojnosti na področju obrambe. Ampak je bila ta vojna napoved naslovljena Lojzeta Peterleta, predsednika izvršnega sveta, ki ni imel nobenih pristojnosti na področju obrambe. Nobenih. Meni so nekateri, no ta letak se je tudi, ta vojna napoved se obliki letaka tudi trosila iz aviona po Sloveniji. In mene nekaj vojakov potem vprašalo, kako to, da je vojna napoved bila poslana v vladi, ne pa predsedstvu, vrhovnemu poveljniku. A ni več vrhovnega poveljnika, kaj je to? Ta dilema je takrat bila, se je pa potem to pozabilo. Jaz sem to vojno napoved se objavil v premikih in sem na to opozoril, ampak Bog ne ve, da bi kdo s tem polemiziral, da se ne bi razvila kakšna debata v tej smeri. Ko z vidika celote pogledamo na ta detalj, vidimo seveda, da niso napadli celo Slovenijo. Ne? Napadena je bila samo tista politika, ki se je dejansko zauzemala za realno osamosvojitev. Tisto politiko, ki je bila proti ali pa ki je bila skeptična do nje, se je pa računalo, ne? Da bo po padcu Demosove vlade prevzela oblast in da se bodo začeli dogovori o tem, kako na novih temeljih, kot so rekli, urediti Jugoslavijo. In če v tretjem poglavju, ki je verjetno najbolj zanimivo za običajnega bralca, se splača prebrati to obveščevalni del
tega zakulisja slovenske osamosvojitve, da imate pogovore med katerimi slovenskimi politiki in tujimi diplomati, pa pogovore med nekaterimi iz jugoslovanskega vojaškega vrha ali pa generalske, oficirske strukture in raznimi imeni. Zdaj se ni tako pomembno, mogoče za kakšne detalje, nekatere stvari so pa strateške. Iz teh razgovorov se vidi, da so slovenski levičarski politiki eno govorili o slovenski javnosti. To skladbi paša. Skratka, iz teh prepisov teh pogovorov se vidi, da so slovenski levičarski politiki eno govorili slovenski javnosti, drugo so pa govorili tujim diplomatom. In da je na podlagi teh pogovorov in dogovorov in informacij seveda tudi tujina računala na to, da se bo v Sloveniji zgodila samo operetna osamosvojitev. In da bo potem pač prišlo do, kot so rekli, nove vlade v Sloveniji, ki bo bolj zmerna, ker ne bo jastrebu, ker ne bodo hoteli za glavo voziti ali pa skozi. Tako da ta del zbornika dodatno ali pa dokončno razgalja nekatere od teh načrtov, o katerih sem prej govoril. In tudi to ogorčenje, tudi tujih diplomatov, ki je razvidno, da boste brali te besede, ponekod so prav sočne, na tem, kako je pravzaprav, kot pravijo, neroden poseg jugoslovanske vojske preprečil nek dobro zastavljen plan, te operetne razglasitve, če so šli s pregrobo silo in to je povzročilo prevelik odpor in zdaj se ne da več nazaj. Pa tako lepo je kazalo. To je zelo zanimivo branje. Zelo zanimivo branje. In to pričakovanje, tega, da se ne bo nič zgodilo, da bomo razglasili samostojno državo in da bo vse tako, kot je bilo. To je točno število stal. Skratka, to je bilo v veliki meri tudi prodano hrvaškemu predsedniku. Po tistem sestanku v Ljubljani med Markovićem in slovensko levičarsko opozicijo je šel Marković do Tudžmana v Zagreb. In ga je prepričal v to, da naj bo on pameten, da Slovenci bodo itak izvedli samo neko operetno osamosvojitev, nekateri so bolj ekstremni in si bodo razbili glavo. Jasno bo, da se ne bo nič zgodilo, tistih par teritorijalcev v Sloveniji ni sposobnih obrati niti enega mejnega prehoda, kaj šele držati mejo in letališča in tako naprej. Čez 3 dni bo slovenski narod spoznal, da so ga zavedli v apostolovščino, Slovenije nihče ne bo priznal, takrat pridi ti, Franjo, z predlogom o konfederaciji, ponovno o nekem novem dogovoru, Slovenija bo prva z novo vlado to podprla in tako dalje. In hrvaško vodstvo je to kupilo, ne vsi, ampak predsednik da. 25. junija je dejansko Hrvaška izvedla operetno razglasitev samostojnosti, niso prevzeli nobene efektivne oblasti, tanke, ki so prodirali proti nam, so puščali preko svojega ozemlja, s tem kršili dogovor, ki je bil podpisan z njimi. In razen tega, da so ljudje na Hrvaškem
spontano, ponekod zaustavljajo tanke, Čakovcu so svoje lastne avtomobile vozili pred tankovske kolone, se spomnite, verjetno nekateri še teh posnetkov, in da je prišlo do hudega razkola v hrvaškem vodstvu. Ni bilo na Hrvaškem nobenih posledic. Zato je Hrvaška kasneje plačala ceno za 10,000 življenj, silnim razrušanjem, ker so pač prelomili besede in zamudili pravi trenutek. Ampak vse to je bilo naslonjeno na prepričanje Markovića, da bo tudi v Sloveniji prišlo zgolj do operetne osamosvojitve, da bo sicer mogoče nekaj manjših konfliktov, kjer bodo tisti, ki so obljubljali preveč, izgubili vse, mogoče tudi glavo, potem pa se bo začel nov čas. Zgodilo se je drugače, ampak če bi uspeli ti napori, o katerih govori drugo poglavje te knjige, se pravi, da bi se v slovenskem parlamentu preprečilo sprejem teh ključnih aktov, potem bi bila dejansko razglasitev samostojne Slovenije zgolj operetna. Ne bi imeli za čim braniti. In te ključne akte smo sprejeli z nekaj glasovi demosove večine. Ključne zakone, en glas, 2 glasov, na skupnih sejah potem, ker zbor združenega dela itak se blokiral, ker je imela levica večino. In danes tisti, ki so glasovali proti tem odločitvam, govorijo, kako smo bili vsi enotni. In zanimivo, Saj sem se deloma ukvarjal s tem tudi v predgovoru, nisem pa bil kompleten, ker pač ni bil namenjen temu. Če pogledate ljudi, ki so nasprotovali tem ukrepom v takratni skupščini, ki so vlagali te sabotažne amandmaje in tako naprej, in njihove karijere v zadnjih 23 letih boste videli, da so naredili sjajne karijere. Tisti, ki so najbolj nasprotovali samosvojitvi, konkretnim ukrepom v parlamentu, ker se je odločalo, tisti so bili najbolj nagrajeni. Vse so postali od ministrov do veleposlanikov in tako naprej. Niti enega niso spustili. Čisto vsi so bili nagrajeni. Čisto vsi so bili nagrajeni. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo doktorici Andreji Balič Zver, ki je pripravila referat za to priložnost z naslovom Zanemarjena tema slovenska pomlad. Na tem dodam, da Balič Zverova od leta 2004 med drugim vodi tudi šolsko sekcijo pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni in najprej seveda srčna zahvala organizatorjem dogodka, da lahko tukaj pred vami spregovorim o tej zanemarjeni temi, kot sem naslovila svoje razmišljanje, in seveda moje iskrene čestitke že kar na začetku avtorjem te knjige, za katero menim, da prihaja med nas v pravem trenutku. Namreč živimo v časih, ki so, tako kot so bili tisti pred 22 in več leti, prelomni. In v tem vsakdanu ekonomske, družbene, moralne krize vrednot v tem času, ki ga živimo, je še posebej dragoceno, da se vračamo nazaj k izvirom, da razmišljamo o koordinatah položaja, v katerem smo se znašli, in pa da iščemo, jaz pravim temu, mogoče zgodovinske oporne točke. Vse konec koncev tako imenovana operetna osamosvojitev, kot smo slišali danes, za nas Slovence ni nič novega. Vse smo jo imeli po prvi svetovni vojni, oktobra 1918, državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, in vemo, kako žalostno se je utopila ta tako imenovana država v Jugoslovanskem morju že po enem mesecu, ni imela ne prave upravne oblasti, ne prave vojaške oblasti, policije, meje niso bile zavarovane. Skratka, to je bila res operetna državica in eno samo tako bolj žalostno klavrno poglavje v slovenski zgodovini.
No, naša zgodovinska prtljaga nam je seveda lahko po eni strani v pomoč, po drugi strani pa tudi v breme. Mnogo težkih časov smo preživeli Slovenci, pa tudi mnogo sjajnih zgodovinskih trenutkov. Čas demokratizacije in osamosvojitve sodi med tiste sjajne, brez dvoma. Ali pač ne. O tem lahko razpravljamo, sploh v teh časih, ko se zadeve tukaj zapletajo, ko ni enoznačnih odgovorov in je tako imenovana jugonostalgija vse močnejša. Nekateri bi se, tako se zdi, na vrat na nos vrnili v Jugoslavijo, iz katere smo komaj z velikimi napori, kot smo slišali, tudi z veliko sreče, razuma, pa verjetno tudi Božje pomoči išli, nekateri s figo v žepu. Pisatelj Drago Jančar je v neki priložnosti pisal o egiptovskih loncih mesa. In zdi se, da se je dilema med nikoli in nikjer uresničeno, demokratično, socialistično fantazmo na eni strani in neko demokratično, parlamentarno družbo, ki spoštuje človekove pravice in svoboščine, prevesila v prid prve. Mnogo zaslug za takšna razmišljanja, ki jih je vse polno po naših, recimo, spletnih straneh pa medijih, ima falsifikacija zgodovinskega spomina, o kateri smo danes tudi že veliko slišali. Torej, prikrojevanje, zamegljevanje in to je v primeru slovenske demokratizacije in osamosvojitve še posebej očitno. Zadeve gredo celo tako daleč, da nekateri dediči nekdanje partije odkrito govorijo o tem, da je partijski veljak Kardelj recimo na svoji smrtni postelji predal svojim naslednikom sporočilo, da je treba ustvariti samostojno slovensko državo. No, konec letošnjega maja in v začetku junija smo se spominjali 25-letnice aretacije JBPZ, Janše, Borštnerja, Tasića in Zavrla, z odkritjem obeležja na Roški, s knjigo Igorja Omerze, sta bila dodana 2 nova kamenčka v še vedno mnogo preskromen mozaik spominov na ta dogajanja. Tudi zgodovinska in arhivska stroka sta nekaj svoje pozornosti namenili tem dogodkom. V začetku junija je bil v Arhivu Slovenije posvet, na katerem smo razmišljali o teh dogodkih. Predstavljeni so bili dokumenti iz tega časa, ki jih hranijo v Arhivu Slovenije. Govorili smo o zgodovinskem spominu na te čase. To so pomembne stvari. Prav gotovo so tudi vse knjige, ki so izšle v zadnjem času, tako Janševa kompilacija z naslovom Za kulturo življenja, pa njegova 3. dopolnjena izdaja Premikov, pa zbirka dokumentov 25 let kasneje, pa danes Bela knjiga slovenske osamosvojitve zelo, zelo pomembne. Ampak ne glede na vse te zadnje obeležitve, pa še vedno menim, da se Slovenci premalo ukvarjamo s tem obdobjem novejše zgodovine. In zaradi tega lahko nekatere dogodke napačno razumemo in slabo poznamo. Kot je dejal znani družboslovec, ki je sicer leve provenience, John Keane, je spominjanje napačnih dogodkov lahko nevarno za demokracijo. In zdi se, da se nam Slovencem prav to zadnje dogaja. Na problem bi danes želela opozoriti iz 2 zornih kotov. Eden bo bolj zgodovinopisni, drugi pa izobraževalni. Kot je že gospod Vrlec dejal, se v zadnjih letih ukvarjam v svojem znanstveno-raziskovalnem delu tudi s problemom slovenske demokratizacije in osamosvojitve. Posebej sem se ukvarjala z Demosom kot akterjem demokratičnih sprememb
In tako recimo v svojem doktorskem delu ugotavljam, da je bil Demos glavni akter pomembnih odločitev v času slovenske demokratizacije in osamosvojitve in tisti odločilni politični instrument njune uresničitve. No, tako med drugim, na primer, analiziram dokumente, ki so jih stranke dale na svetlo pred prvimi volitvami aprila 1990 in v tej analizi, ki je prva takšna v slovenskem prostoru, ugotavljam jasno ločnico med tako imenovanimi pomladnimi strankami na eni strani, ki zagovarjajo demokratično državo, parlamentarno demokracijo in pa slovensko samostojnost, in na drugi strani tako imenovane stranke kontinuitete, nekdanje družbeno-politične organizacije, ki so se prelevile v stranke in zagovarjajo Jugoslovansko federacijo, skupno jugoslovansko državo in tako imenovani samoupravni socializem. To je bistvena razlika. Rada bi poudarila, da sem ob tem svojem delu ugotovila skoraj, lahko bi rekli, neverjetno dejstvo, da po več kot 2 desetletjih slovenska humanistična in družboslovna znanost nista bolj zapopadli tega najsvetlejšega, najpomembnejšega obdobja slovenske zgodovine. Zgodovinska veda je, na primer, v zadnjih 2 desetletjih le nekajkrat usmerila svoje žaromete v to obdobje, tudi to je bilo danes že omenjeno. Naj tukaj omenim zgolj Demosov zbornik iz leta 2001, pa potem na temelju posveta v Brežicah zbornik, ki ga je izdala Zveza zgodovinskih društev, pričevanja in analize o slovenski osamosvojitvi, pa en posvet, ki je bil organiziran leta 2011 v Mariboru, zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, o pričakovanjih in potem dosežkih slovenske osamosvojitve. Slišim, da je ta zbornik v tisku. Potem bi rada dodala seveda dela dr. Rosvite Pesek, pa tukaj prisotnega Metoda Berleca, torej nekaj diplom, nekaj magisterijev, mislim, da 2 ali 3 doktorati so bili narejeni na to temo, pa seveda naraščajoče število memoarske literature, ki je tudi izredno pomemben podatkovni vir. Vseeno pa lahko ugotovimo, da je teh publikacij, monografij, zbirk še vedno veliko, veliko premalo. In to se mi tudi zdi izredno pomembno poudariti, da v mednarodnem merilu je pa te literature še toliko manj o slovenski osamosvojitvi in demokratizaciji pišejo redki avtorji in še to večinoma precej tendenciozno in precej nepravilno. Žal je temu tako, gre morda za neznanje slovenskega jezika, nepoznavanje dokumentov, tudi dejstva, seveda, da takih celovitih študij v Sloveniji pač ni. In če lahko grem še na drugo področje, ki bi ga rada izpostavila kot problem, to je pa področje izobraževanja. Takole bom rekla, ena od najpomembnejših nalog sodobnega pouka zgodovine je, da pomaga mladim razumeti svet, v katerem živimo, in razumeti spremembe, ki jih vsakodnevno doživljamo. Obenem je pa ena od temeljnih nalog pouka zgodovine tudi ta, da pomaga mladim oblikovati njihovo identiteto, nacionalno, evropsko, njihovo osebno. In v tem smislu govorimo o času osamosvojitve in demokratizacije, ki je pravzaprav zvezni trenutek slovenske zgodovine. In smo nas seveda lahko ponosni. In tukaj seveda smo pa nekako pokleknili. En raziskovalec, Francoz, ki raziskuje totalitarizme, Jacques Temelin, je zapisal, da so ravno šolski učbeniki tisti, ki nekako
dajejo ideološko podstat spopadom današnjih dni. Torej, šolski učbeniki so tisti, ki so zelo pomembni. Ampak šolski učbeniki, to moramo vedeti, nastajajo na temelju učnih načrtov. In učni načrt na Slovenskem se je začel spreminjati v času prve Janševe vlade, v času šolskega ministra Milana Zvera, ki je zelo spodbujal te spremembe. In pri teh spremembah sem kot takrat predsednica Društva učiteljev zgodovine sama sodelovala in moram povedati, da je bilo neverjetno, kako s težavo smo spravili obdobje osamosvojitve in demokratizacije v učni načrt za zgodovino. Izgovorov je bilo ogromno. Od tega seveda, da je minilo premalo časa, do tega, da seveda to obdobje še ni znanstveno obdelano in tukaj smo v začaranem krogu. No in potem smo vendarle spravili to obdobje učne načrte. Naslednji minister, ki je prišel, je te učne načrte spravil v predal in so se šele nedolgo tega začeli uresničevati v praksi, kar pa ne pomeni seveda, da že obstajajo novi šolski učbeniki za vsa obdobja. Kolikor vem, v mnogih slovenskih šolah se še vedno poučuje zgodovina po starih učbenikih, čemur je kriva seveda tudi restriktivna politika na tem področju. Tukaj bi rada vzela v bran svoje kolege učitelje zgodovine. Moje izkušnje so take, da učitelji zgodovine želijo novo znanje in želijo poučevati o slovenski osamosvojitvi. Ampak teh materialov, ki bi jih lahko vzeli v roke, je še vedno premalo. Leta 2006 je Društvo učiteljev zgodovine skupaj s šolskim ministrstvom organiziralo v Mariboru posvet učiteljev zgodovine, prišlo jih je ogromno, izdali smo zbornik, pripravili smo plakat za najpomembnejšimi dogodki tistega časa, da se lahko obesi v razred. Podoben projekt se je ponovil leta 2008, takrat smo šli po vsej Sloveniji in je ogromno učiteljev, mislim, da je bila številka 600, če računamo, da je učiteljev zgodovine v Sloveniji okrog 700, je to res velika številka, se udeležilo teh seminarjev in so bili zelo navdušeni, dobili so material, dobili so DVD-je, vse tisto, kar lahko učitelj uporabi pri svojem delu v razredu. Ampak gledajte, od takrat je minilo 5 let. In v tem času smo imeli projekt, recimo, Stisne na pest, ki je promoviral drugačne vrednote, kot so bile vrednote slovenske osamosvojitve. In prepričana sem, da je napočil čas za nove projekte, ki bodo promovirali vrednote, ki so bile v času slovenske osamosvojitve najpomembnejše. To pa je demokracija, svoboda, pravičnost in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Najlepša hvala. Jaz bi imel samo še eno vprašanje za vse tri. Kako komentirate geslo tako imenovanih stajnikov o ukradeni državi? Gospod Janša, vi ste dali glede tega zanimivo tezo v javnosti. Jaz mislim, da to ni samo teza, to je pač dejstvo. Govori se o tem, da se nam krade državo, odkar imamo samostojno Slovenijo. Prej pa je bilo vse v redu. In tudi rešitve, ki se ponujajo, seveda segajo nazaj. Demokratični socializem in razne druge skovanke. To je tisto, kar se nam je prodajalo od leta 1986 do leta 1991, ko je to propadlo. To je bilo geslo partijskega kongresa, na katerem je bil Milan Kučan izvoljen za sekretarja oziroma predsednika Zveze komunistov Slovenije. Skratka, to se niti ne skriva. Edino slovenski mediji stvari tako zapakirajo, da zadeve niso že na prvi pogled primerljive. Ta manipulacija se pač dogaja vse skozi. Zdaj tudi ta
ikonografija, ne, ki bi se iz lahko smejali, če bi bilo zadaj tudi vsega ostalega inštrumentarija, da je to potrjuje. Ne. Če ti govoriš 20 let nam kradejo državo in mahaš z jugoslovansko zastavo, z rdečo zvezdo, potem je vse jasno, ne, na katero državo misliš kot na vzor. Ravno tisti, ki to dela, krade državo, ne, Slovencem in želi nazaj. Zdaj ta perverznost, no, ta skrajnost v sprevračanju, ne, je tudi eden motiv za to, da je ta bela knjiga pač išla. Zdaj, ker stroka ni opravila svojega, ne, smo se v združenju vrednote slovenske osamosvojitve pač odločili, da te dokumente zberemo. Zdaj se mimo tega ne bo dalo, niti mimo zbranga je tega ogromno, ker naše članstvo je to zelo resno vzelo in bo išlo še več knjig. No. Nekatere ključne stvari so povedane v tem zborniku. Da bo ta perverznost tega spreobračanja še večja, ne, se danes kot rešitev ponuja, če bi bilo tudi to mimo pameti, no, ne ponuja se neke povezave na nekih novih temeljih, ne, glede na razvoj, ki je šel naprej teh dobrih 90 letih, ampak se ponuja tisto, čezar ni več. Čezar ni več. Ni ene državne prireditve v Srbiji, Makedoniji, v Bosni ali na Hrvaškem, kjer bi se mahalo z starimi jugoslovanskimi zastavami. Ste videli kakšno? Ja, posegajo tisti del svoje zgodovine, ki je bila zamolčana. Ne, da je tisti del, ki jih je pa razbil, ne, in povzročil ogromno žrtev, ne, tega pa nihče ne poveličuje, samo še v Sloveniji. Slovenija je tudi edina država nastala na ozemlju bivše Jugoslavije, ki izplačuje privilegije oziroma dodatke o pokojninah bivšim jugoslovanskim funkcionarjem. Slovenija je edina država, ki to izplačuje. In to v nezmanjšanem obsegu, ker so v katerih stricih so bile na privilegije uvedene v lanskem letu in zdaj odpravljene. Privilegiji v polnem obsegu, ne? 3000 evrov privilegirane pokojnine, znižujejo se pa ponovno porodniške in ostali socialni transferi. In to za slovenske medije ni tema. Ja, gledajte, to je tema, da lahko govorim ena ura, ampak bom skušal biti kratek. Zgodovinar Janko Prunk je pred časom dejal na enem seminarju, da je slovenski tip komunizma najbolj sofisticiran tip sistema nasploh. Ker začne se pa s 1. junijem 1980 leta. Se pravi, mesec dni po smrti diktatorja je bil sprejet prvi tajni uradni list z tajnimi zakoni, tajno ustavo. To je najbolj sprevržena oblika obvladovanja ene države. Se pravi, narod se ukvarjal z javnimi zakoni, ko je prišla zadeva do vrha, da mogli odločiti, prišel pa posvečeni človek, ker te zakone so brali največ 40 ljudi, rekel, ne ta zakon, ne velja ta zakon. In za razumevanje današnja zgodba Slovenije se vleče naprej. Hinavščina in sprenevedanje obvladuje slovensko družbo še 22 let potem. To je ena zgodba. Druga zgodba, vi morate vedeti, koliko je bila morilska udba. Leta 1988 so skušali biti zadnjega emigranta Nikolo Štedelova v Škotskem. Dobil je 5 metkov v telo, ampak preživel. Oni so skoraj do zadnjega dne, ko je že komunizem propadel, še kar po nalogu partije ubijali svoje politične nasprotnike v tujini. Da ne govorimo o tem, da so graničari JLA-ja še maja meseca 90. leta ubijali ljudi, ki so preko Slovenije bežali v tujino. Jaz sem izdelal na občini Cankova, so mi pokazali, kje je bežala Nadja Komaneci. To je z Avstrije gor. In tam so ljudje masovno pomagali ljudem iz Madžarska, pa to, da so bežali v Avstrijo. Se pravi, vedno se je to dogajalo, da so iz komunizma bežali na zahod, pa nikoli nepovratno. Ampak je zanimiv je pa intervju, gledajte YouTube, jugoslovanske tajne službe, zelo poučna stvar, kjer to ni bral, ali pa gledal, si ogledajte in bo marsikaj jasno. Med njimi je tudi intervju z enem udbovcem, hrvaškim visokem, ki pravi, 87. leta se je visoko vodstvo Zvezdne udbene republiški sestavljalo v Karadžordževu na tajni lokaciji
kjer so gotavljali, kako naprej. Oni so gotovili, da je socializem propadel, da bo bankrotiral, da se ga ne splača braniti, da bodo sprejeli novi poredak po hrvaško, novi ustroj, vendar bojo v njemu zopet igrali glavno vlogo. In to če gledati od Rusije, KGB-ja, pa do Slovenije zgodba enaka, v Sloveniji verjetno v enih elementih še najhujša. Zdaj pa, kje pa poglavitna tragedija te Slovenije? Ko imate v srbski in pa hrvaški televiziji veliko intervjujev za temi udbovci. Zadnji sem ga enega poslušal, ko je rekel, zaradi tole, kar bom povedal, je isto, kot da bi vrgel bombo v greznico. Prav ta greznica bo umazala veliko ljudi, še največ mene, vendar mi duša in srce ne da, da ne bom drevi povedal to, kar bom povedal. A so v Sloveniji še doživeli kako izpoved slovenskega udbovca? Kaj so v prejšnjem sistemu pa še danes delali znani? Da ne govorimo o tem, o ogromnih količinah denarja, ki je šel že pred osamosvojitvijo v tujino, ki je tudi po osamosvojitvi šel. Jaz sem govoril osebno s človekom, ki je bil direktor agencije Adit, ki je moral vsak mesec s kovčkem nositi marke v Avstrijo pa Italijo. Da ne govorimo o tem, da so še 95 leta v proračunu Republike Slovenije, država Slovenije, bila postavka za udbovske transfere v Hrvaškem, v Italiji, za razvoj ovčareje v Forlaniji in Julijski krajini. Pa veste, kako nas oni obvladujejo in se nas v teh 20 letih dobesedno obrali do kosti. In če se narod tega ne bo zavedel, če se ne bo zavedel, da je ta standard pada zaradi tega, ker delajo z nami dobesedno kar hočejo. Ne bo nič in zdaj prvi polčas je za nami, pred nami je drugi polčas. Se pravi, izid je odvisen predvsem od nas, kako se bomo obnašali prihodnje. Hvala. Ko se s svojimi evropskimi kolegi pogovarjam o teh protestih, pa o simbolih, pa pokažem kakšno fotografijo, seveda se držijo za glavo. V nekaterih državah, recimo baltskih, je rdeča zvezda sploh prepovedana simbol, podobno kot svastika v Nemčiji. In se jim zdi nepredstavljivo to. Ja, to je seveda problem in jaz se dostikrat spomnim dr. Božeta Pučnika, ki je pisal o tem, da bo ta sprememba mentalitet dolga, da bo trajala najmanj 3 generacije. Tako da to je proces. Ampak nekako verjamem bom rekla to zakoreninjeno politično kulturo v tem slovenskem arhetipu, če hočete, se je vendar pred drugo svetovno vojno smo imeli mi kar lepo razvito politično življenje. Ni bilo tako, kot smo se recimo učili moja generacija v šolah, ne, da so se samo kregali. To je bilo normalno strankarsko življenje, a ne? In jaz srčno upam, no, da se dejansko, da te politične kulture, ki je nekako v naših genih, nismo pozabili. Bi pa rekla še tole, da seveda pri nas se nekako pozna, da kot edina od nekdanjih komunističnih držav nismo opravili ilustracije. To je vprašanje morda za kakšno poglavje naslednje dele knjige. Kolikor vem, je pred nekaj meseci v Ameriki doktoriral Slovenec, dr. Peter Rožič, ravno na temo ilustracije in srčno upam, da bo njegova knjiga, da bo njegov doktorat išel tudi v knjigi, ker mislim, da bo zelo, zelo poveden v tem smislu. Jasno, zdaj bi lahko naštevali še to, da recimo so bili arhivi uničeni, tako da tukaj je seveda problemov veliko in pravna država, ne vem, a je že na vidiku, se sprašujem. Najlepša